Tako, dober dan, lep pozdrav. Na webinarju Mladinske knjige za tehniko in tehnologijo v 6. razredu. Upam, da se slišimo. Današnji webinar je namenjen temu, da vam predstavimo novo učno gradivo, ki smo ga v letošnjem šolskem letu pripravljali na Mladinski knjigi. Gre za nov učni komplet Tehnika in tehnologija 6, ki bo izšel aprila letos. Danes bomo z vami Valentina Praprotnik iz uredništva učbenikov Mladinske knjige, pa Marija Lampret iz promocije učbenikov Mladinske knjige in oba avtorja učnega kompleta, to sta Matjaž Pintarič in Ivan Dovič. Če jo čisto na kratko predstavim, sta učitelja fizike in tehnike in tehnologije, ustanovitelja spletnega mesta Tehnika je zakon, ki je namenjeno prav učiteljem tehnike, hkrati pa velika ljubitelja novosti, izumov in seveda predmeta tehnika in tehnologija, ki ga s svojim načinom poučevanja želita čim bolj približati in priljubiti učencem. Na kratko bi jaz na začetku naredila uvodno predstavitev. Potem pa bom besedo predala avtorjema, ki vam bosta bolj podrobno predstavila vsebino. Tekom predstavitve lahko tudi zastavljate vprašanja v rubriki Questions and Answers. Na vprašanja vam bomo že tekom predstavitve lahko odgovorili, drugače pa še v živo na koncu. Kot sem omenila, smo v letošnjem letu pripravili nov učni komplet za poučevanje in učenje tehnike v 6. razredu. Ta komplet sestoji iz tiskanega gradiva, to je samostojni delovni zvezek, in gradiv za izdelavo predmetov, ki jih izdelujete v sklopu učnega načrta za ta predmet, hkrati pa še nadgradnjo z interaktivnimi gradivi. Če se čisto na kratko sprehodim čez vse tri komponente, se pravi osnova tiskano gradivo, samostojni delovni zvezek, ki je usklajen z učnim načrtom. Seveda, kot vsa naša ostala gradiva, tudi tukaj izhajamo iz aktivnega pristopa k poučevanju, kjer so pač učenci tisti, ki so v središču učnega procesa, kar seveda spodbujamo z veliko praktičnega dela. Hkrati pa nudi samostojni delovni zvezek tudi vse ostale komponente, ki so pomembne za pouk tega predmeta. Razumljive razlage, ki so dovolj kratke, pisane na učencu razumljiv način v obliki vprašanj in odgovorov, potem dovolj praktičnih izzivov, s katerimi takoj preizkusijo svoje razumevanje snovi, in seveda tudi vaje, ki sledijo, s katerimi utrjujejo potem svoje znanje. Na koncu delovnega zvezka bodo tudi predlogi za tehnično in tehnološko dokumentacijo predmetov, ki jih boste izdelovali pri pouku, pa tudi prostor za zapiske, moji zapiski in skice, kamor bodo lahko zapisali učenci vse tisto, kar bi recimo drugače zapisali še v zvezek. V samostojnem delovnem zvezku bo tudi koda za dostop do interaktivnih vsebin. Bolj podrobno bo v nadaljevanju vsebino delovnega zvezka predstavil Ivan Dovič. Drugi del, pomemben del kompleta so seveda gradiva za izdelavo predmetov. Tukaj ponujamo prav posebno varianto, namreč učenci ne bodo ob nakupu učnega kompleta že prejeli gradiv, ampak jih bodo dobili na šoli, saj si boste učitelji lahko sami izbrali, katere izdelke boste v določenem letu delali. Te izdelke boste naročili na posebni spletni strani, ki vam jo bomo tudi v nadaljevanju predstavili. In boste ob začetku šolskega leta na šolo prejeli vsa gradiva, ki jih boste potem potrebovali in razdelili učencem, zato da bodo izdelali posamezne predmete. Bolj podrobno bo gradiva in tudi sistem naročanja v nadaljevanju predstavil Matjaž. Zdaj pa še zadnja komponenta so dodatna gradiva na spletu, tako kot za vsa ostala naša učna gradiva, tudi tukaj pripravljamo gradiva na našem izobraževalnem portalu e-šola.mk. Tako boste učitelji, ki se boste odločili za uporabo tega kompleta, dobili dostop do interaktivne izvedbe samostojnega delovnega zvezka, kjer bodo rešitve nalog, pa potem dodatni dokumenti v PDF obliki, na primer načrti za izdelavo predmetov, pa različni izobraževalni posnetki in rešitve nalog, to sem že omenila. Potem na portalu lahko dostopate tudi do predloga letne in dnevne priprave,
pa seveda tudi posebej do rešitev nalog, izobraževalnih posnetkov in drugih aktualnih vsebin, ki se tičejo tega in drugih gradiv in tudi na izobraževanj, ki jih ponujamo v sklopu uredništva učbenikov Mladinske knjige. Prav tako bodo dostope do interaktivnih gradiv prejeli učenci s kodo v samostojnem delovnem zvezku. S to kodo se potem ob registraciji na portalu prijavijo in imajo odprto vsa gradiva, interaktivno izvedbo samostojnega delovnega zvezka z vsemi komponentami, ki sem jih že omenila. Posebej pa imajo tudi dostop do interaktivnih nalog za utrjevanje znanja na portalu Učim se in izobraževalnih posnetkov. Seveda boste dostop do interaktivnih nalog dobili tudi učitelji, uporabniki. Še informacija o izidu, predvidoma 20. aprila. Trenutno imamo pripravljen prelom celotnega samostojnega delovnega zvezka, ki ga bomo danes tudi pokazali, je pa to še delovna različica, v katero še vnašamo nekatere korekture pa izboljšave. Tako, zdaj bi pa jaz predala besedo kar Ivanu. Ivo, izvoli. Hvala, Valentina. Lepo pozdravljeni. Že je Valentina rekla, jaz sem Ivan Dovič. Jaz učim tehniko in tehnologijo že 20 let več. Najprej na Ovšem pri Negresutle, zdaj sem pa na osnovni šoli Trnovo. Jaz vas zdaj ne vidim. Tako da varno vprašam, kadar smo v živo, če že kdo pozna to spletno stran. Tehnika je zakon, je v bistvu spletna stran, za katero stojiva jaz pa Matjaž, pozvani kasneje. Kaj sem hotel reči? Več kot 20 let z učenci iščem načine, kako narediti tehniko, da bo čim bolj lušten, da se bomo naučili vse, kar se moramo naučiti in da se zraven še lušen imel. Tukaj vidite en izdelek, parnik, ne vem, če ga že kdo dela z otroci, no meni se ful obnese in bo tudi na voljo zraven samostojnega delovnega zvezka, če boste želeli, se boste lahko odločili. To je tale parnik, verjetno ste že videli, kje je slišali mogoče. Skratka, super izdelek, super se obnese. Jaz ga delam z otroci, da je že res dolg. Za izdelavo rabiš različne vrste lesa, smreka, topol, bukev, različne polizdelke, uporabimo vezano plošča, okrogla palca, lepljen les, ogromno enih obdelovalnih postopkov, sprobajo, žagajo, brusijo, vrtajo, žeblje zabijajo, lepijo, še celo lopatce dajo skupaj s peresom in torom, tako da res fajn. Poleg tega, kar je pa najboljše, v bistvu še, da se lahko še s tem izdelkom na koncu tudi igrajo. Mogoče še malo igre in pa tudi nezanemarljivo, učenci lahko pa malo še po svoje naredijo ta izdelek. Ne glede na to, da delamo po načrtu, da hočem, da je po načrtu narejen, lahko dodajo še malo ustvarjalne note. Zdaj, kadar mi je v šoli z učenci ratala kakšna dobra stvar, sem vedno to rad kaj poslikal, kakšen filmček posnel, objavil na internetu, včasih tudi kakšen članek napišem za revijo Tim. Tudi sam veliko idej dobim na internetu, tako da sem to vedno rad delil. Tukaj vidimo tale most, ki ga delamo v bistvu kot nosilno konstrukcijo v 6. razredu, ker učenci se učijo pač o profilih in tudi super izdelek, se lepo obnese. Sploh, ko tole nadgradimo z enim vlakcem, ki ga je enkrat en učenec prinesel, je rekel, da se ne igra več z njim, da če rabim, če ne bom stran vrgel, sem rekel, prines. Evo, in imamo že ne 3 te vlakce, učenci mi kar nosijo to. Tako da, to je to. Ampak, kar je zanimiv, ta most boste tudi dobili, če boste hoteli, da boste lahko izbrali zraven samostojnega delovnega zvezka. Ampak, kar je kul pri tem samostojnem delovnem zvezku, za razliko recimo od konkurence, ker konkurenca ima vedno določene neke izdelke in se pojavljajo povsod v učbeniku delovnem zvezku in pač to moraš delati, če ne je
tisti prazno pol v delni zvezek, ti ga narešiš. No, naš delni zvezek bo tako narejen, da te ne bo omejeval v tem. Če si še eno leto zaželel nekaj, drugo leto nekaj drugega, bo to čisto ok. Lani sem delal tiste mostove, letos sem pa delal tole. Kva to je? To sem spet videl neko idejo, sem dobil na YouTubeu. Eni taki stolpi, narejeni iz kvadratnih profilov in L-profilov. No, in učenci so delali v skupinah, kar je bilo zanimivo. To je v bistvu edini izdelek, ki sploh delamo tako skupinsko, navadno vse. Vsak sam dela, ker je seveda po eni strani fajn, to je lahko lažje oceniti, skupinsko delo se kar namatral. Ampak mi je bil izziv vse skupaj. Tale izdelek se je ful dobro obnesel letos, no in verjetno, ker pač učenci so ful uživali, ful so bili ustvarjalni. In mislim, da so ful spoznali tudi delo s profili, profile so znali vsi našteti na koncu. In res smo se imeli lušeno. Naloga je bila, da mora biti frnikula vsaj 10 sekund na toboganu, to je bil ta glavni cilj, pa seveda, da uporabi različne profile in tako naprej. Skratka, material za ta tobogan je čisto isti kot za tiste mostove. Tako da in delni zvezek vas ne bo omejeval pri tem, če boste tudi sami dobili kakšno idejo, boste lahko tisto realizirali. Delni zvezek planiram, mislim, bo narejen tako, da vam bo omogočil to svobodo. No, potem škatlasti predmet tudi poznamo, 6. razred, vsi delamo razne škatlice. Jaz sem z učenci tukaj, vidite, so škatlice različnih dimenzij, to so delali lovitke za telefone. Vse živo smo delali, lansko leto sem pa dal učencem za izziv, smo delali škatlice, klasika. Sem pa rekel, če bi kdo uspel narediti en avtoček, in ene par učencev je dejansko uspelo zrisati in izdizajnirati, zrisati in narediti v bistvu čisto svoj avto. Če v bistvu ni škatlica, ampak zato, da ti narediš tale avtoček, v bistvu moraš osvojiti vsa znanja, ki so potrebna za izdelavo škatlastega predmeta iz papirja. Pa smo se še igrali, smo delali stop motion filmčke, tako da prav lušen smo se imeli tudi, malo drugače. Spet, delni zvezek vam bo dovolil, da delate škatlico ali pa karkoli po svoje. Recimo, tak avto. Tu bo predlog, načrt za ta avto obstaja. Na spletni strani Tehnike zakon gradiva boste tudi lahko izbrali zraven samostojnega delnega zvezka, če ste želeli. No, pa kaj po svoje. Ok, no, z Matjažem sva, midva se poznava že dolgo, še s faksa, in sva enkrat takole na pijači gruntala, kaj pa če bi midva v bistvu vse najine ideje zbrala na eni spletni strani, no in tako je nastala spletna stran Tehnika je zakon. Pa sva počasi gor dajala še koliko izdelkov, filmčkov, načrtov, pa pa še korona, pa sva še v bistvu ustvarila še ful enih videov, vsebin, učnih listov, tisto pol ful delila, in ker je bil odziv ful dober, no, v bistvu so tudi vse dala na spletno stran. In pol nekako naslednji korak je pa bil sodelovanje z Mladinsko knjigo, in zdaj, evo, delava samostojni delovni zvezek, ki vam ga bomo danes bolj podrobno predstavili. Zdaj, mogoče najboljše, da kar malo gremo si pogledati tale delovni zvezek, bom šel malo na hitro čez, jaz sicer s to strani ne bomo vsega pogledali, ene pa mogoče kakšno poglavje bolj podrobno pogledamo. Seveda izhodišče je učni načrt, tako da, najboljše, da kar zalaufamo tole. Ste vidite? Evo, tukaj imamo kazalo, se pravi klasika, vsebine take, kot jih opredeljuje učni načrt. Zdaj, ker sva jaz pa Matjaž, v bistvu bolj praktika kot teoretika, sva želela, da je ta samostojni delovni zvezek narejen tako čisto kratko, jedrnato, neke vprašanja, odgovori, veliko slikovnega gradiva, slikca, nek tekst zraven, da si tako prebereš, da bolj pritegne. Midva so tak karakterja tudi mogoče, vsaj jaz. Mislim, da Matjaž pa tudi. Tako da, kratka vprašanja, kratki odgovori, jedrnati,
In pa potem tudi takoj kakšne nalogce, da te takoj potegne, da moraš nekaj prebrati, nekaj rešiti. Nalogce so probali narediti tako malo bolj zanimive, sodobne, tukaj tole nekaj zračunati, pa tukaj se nekaj poveže takole. Ekološki vtis računa, recimo, to je prvo poglavje tehnika in življenje. Varnost v prometu, spet, da ni neke debate silne, bolj takoj akcije, malo ponovitev, potem pa takoj znanje, ki ga imajo, probajo uporabiti v novih situacijah. Tukaj pa tudi omogoča debato, če se to dela z učiteljem, če še kdo česa ne ve, da to znanje pridobi prek debate, kdor pa že ima, pa lahko takoj tole lepo rešuje. Tako je, takole bo izgledalo. Naloge, kratke besedilo, izzivi, vmes tudi za popestritev, lahko izzivi za v razred, lahko za doma. In vedno na koncu poglavja še nekaj nalog, vadila mojstra. Veliko teh nalog je bilo tudi pač pogledala stare NPZ-je, tako da bodo učenci tudi v primeru NPZ-jev pripravljeni na ta tip nalog. Tehnično risanje, res tako sva probala, da je čim manj govorenja, probala so biti kratka, jedrnata, da ni primerno za šestarja, in delava vsak dan, tako da približno se nam zdi, da veva, kaj rabijo, kaj in kako. Tako, ko midva delava z njimi v razredu, sva želela, da je tudi tukaj noter. Tako da, če bodo otroci imeli samostojni delovni zvezek, potem ne potrebujejo navadnega zvezka. Tukaj le bodo lepo narisali tele črte, ki tukaj vidite, bodo tukaj lepo vadili. To je to. In pa, če še na hitro skočimo, se pravi, pogledamo pa še papirna gradiva, je tudi že vse postavljeno, zdaj imam, kot ste slišali, 20. aprila bo že vse fertik, zdaj gremo še čez zadnje korekture. Na koncu, če samo to pogledamo, prav smo rekli, že prej Valentina povedala, bodo prazni listi in pa listi za skice, za načrt in pa tehnološki list. Pa še nekaj čist praznih listov bo na koncu. Če boste imeli samostojni delovni zvezek, potem potrebe po nekim dodatnih zvezkih, mislim, da odpade. Dobro, da vidim, če sem vse povedal. To je to. Kot sem rekel, se pravi, noter ne bo, tako kot ima konkurenca, ki ima načrte za že neke izdelke, to vem, da to mislim, da marsikdo doživljal tako, da ga je omejeval, bi rad že kakšne druge izdelke delal, ampak imaš vse tam not, se pa težko odločiš. Zdi se mi dobra stvar ta, da ne bo, kot sem prej povedal, pri mostu, z istimi gradivi boste lahko naredili več različnih izdelkov. To se mi zdi dobra stran, se mi tudi zdi, recimo od konkurence, otroci dobijo te škatle, pa imate v razredu lahko, tudi po 200 škatel, če imajo, škatle 6., 7., 8. razred in tega se res veliko nabere. Poleg tega se redko porablja ves material, pol se ti stran neče, razmišlja, kaj bi s tem, ali eni domov nesejo, ampak v končni fazi verjetno veliko materiala prestane v smeteh. In pa vsi, ki delate s temi škatlami, te škatle so zdaj že kar dolgo časa na tržišču, če se boste odločili za samostojni delovni zvezek Mladinske knjige, sigurno boste malo popestrili vaše delo, nekaj novega bo za vas, tako da to je to. Jaz bi zdaj pa Matjaža povabil, da vam predstavim malo te izdelke in pa kako bo potekal postopek naročanja. Kot sem rekel, boste kar avtonomni, boste si lahko sami izbrali, kaj boste v enem letu delali z učenci. Matjaž. Super, Ivo. Hvala, lepo si vse povzel, povedal. Fajn, tako da nadaljujemo. Lepo zdrav še z moje strani. Jaz bom pa zdaj le kar šel v akcijo in predstavim stran tole. Tole zdaj upam, da se vidi, tale spletna stran,
takole. No, najprej, da bi se ustavil pri telih 12 izdelkih, ki smo jih nekako lahko ponudili v sklopu delovnega zvezka, se pravi, kako naj bi to izgledalo, kako smo si logično zamislili, v bistvu učenec kupi delovni zvezek, hkrati pa dobi še par izdelkov zraven, ki jih pošljemo na šolo direkt učitelju. Zdaj, med čem lahko učitelj izbira, je tukaj zdaj nabor, naprimer, iz papirja je tale kombi, ki je prej Ivo omenil ga, potem je tu za geotrikotnik, pa most, nosilna konstrukcija, pa ena poskočna žival, kot škatlasti model iz papirja, pa en džip iz lepenke, troslojne, pa ena klopca, se pravi, to je zdaj tukaj v naboru. Zdaj, učitelji kakšne tudi vprašajo, posebej zmeraj več učiteljev, ki niso v bistvu tehniki, poučujejo tehniko, tako da na njih smo računali, tako da če kliknem na primer za, ne vem, kombije, takoj, tisti, ki že poznate tole spletno stran, v bistvu proba najti eno logiko, da je učitelj takoj dostopna pa jasna, nek kratek opis, slika v tem ali pa filmček se zavrti, potem pa tukaj le orodje. Zdaj učitelji takoj morajo vedeti, imam jaz pa orodje, da bom ta izdelek naredil ali ne. Tako da tukaj le pač po vsaki strani lahko pogledate in se vidi, pač, kjer orodje je potreben, material načrt, pa v spodnji so še kakšni slikce drugače o izdelku. Tako da tukaj je glede orodja, ker je bilo neko vprašanje, pač to 6 izdelkov iz papirja so teli tukaj, ki so ponujeni za izbrati, pa učitelj lahko izbira med temi. Potem iz sklopa les je pa telih 6, medtem je ta tak en hibriden, vmesen, ki v bistvu je kartonasta škatlica, je malo papirja, notma pa v bistvu izvezane plošče, tangram izvezane plošče, ja. Tako da robotek iz lesa, en brusilnik, taka ploščica, ker pač pokažejo še, da znajo lepo risati pa kotirati izdelek. Tale ljadica, ko smo prej videli od Ivota, tale parnik z elastiko, pa ping-pong klopar ali pa tale leseni možic, kjer se mu roke pa glava pa noge pač levo desno premikajo, pa tudi dajo spult, tako da je delno zlepljen. To je nabor izdelkov trenutno, kaj lahko izbirate. Zdaj, seveda ne morete vseh 12 naročiti, nekako ta rubrika je pač najdražja, tako da v bistvu nekako je ta logika, lahko izberem 2 najdražja in sem že pokuril svoje točke, se pravi, lahko bi 2 od teh izbral, recimo lopar pa ladico ali pa možica pa lopar in sem jaz kot učitelj zaključil. Lahko pa izberem, ne vem, kakšno kombinacijo enega tega pa 2 tata lesena, skratka, so točkovano različno. Zdaj, kako vem pa, kaj lahko izberem, bi pa kar zdaj pokazal kar s tole spletno stranjo, kjer boste vi lahko, potem, ko se boste odločili, naročila, kako izgleda tale naročanje. To je ta zdaj spletna stran, se pravi, tukaj dostopate, prijave se, recimo, bom jaz kar šel v akcijo, probal en taki naročil narediti. Tukaj boste napisali svoj mail, pač Google obrazac. To, kar sem prej pokazal, opisi so tukaj, to je ta spletna stran, kjer pač imate linke in povezavo še na vseh teh 12, da se res ne zgubite na naši spletni strani Tehnike Zakon, kjer je izdelkov več kot teh samo 12. Ok, pa zdaj rečemo, v spodnji imam primere, kaj lahko izbereš. Lahko, tako sem rekel, če izbereš iz A skupine, lahko izbereš samo 2 izdelka, to je najdražja skupina. Lahko izbereš 3 izdelke, potem v tem primeru boš mogel izbrati enega iz A vrstice, pa 2 iz B. Se pravi, lahko si izberem mladico, pa 2 iz te vrstice, robotek pa tangram, recimo. Potem, če bi hotel izbrati 4 izdelke, bi mogel iz vsake vrstice po enega izbrati. To je ena od možnosti. Se pravi, tukaj le izberem ping-pong klopar, tukaj le izberem, naprimer, robotka, obesek robotek, tukaj izberem, recimo, klopca in tukaj izberem geotrikotnik. Tako da lahko tudi 4 izberem, ampak moram imeti to taksonomijo. Potem lahko pa grem, hočem imeti čim več izdelkov 5, oziroma več izdelkov 5. Ja, zdaj sem pa že izpadel iz A kategorije, se pravi, lahko izberem 3 iz B, enega iz C, pa enega iz Č. Se pravi, vse te 3 lesene izdelke, pa enega iz te vrstice, pa enega iz te vrstice. Skratka,
tisto, kar smo hoteli, no, da je res učitelj si ne izbere, kaj mu je všeč, ampak si pa omejen s tem naborom, ko je tukaj, ampak lahko zmeraj kaj pač drugega izbereš. Ali pa na koncu hoče imeti 7 izdelkov, sem pa si pa večinoma na papirju samo enega iz B, enega ali enega imaš, to je v bistvu premalo, ampak spet, nekateri učitelji pač nimate tudi vrtalnih strojev pa žag, čeprav te logike še zmeraj ne razumem, da na šoli nekakor ni denarja in se zgovarjamo nekaj, da ravnatelj ne da za žago, ne moš imeti tehniko, če ne moš imeti vrtalnega stroja pa žage, tako da to se more pač na šoli organizirati, prek šolskega sklada, kakorkoli, to je tisti minimum, ki ga šolam pač mora zagotoviti tehnično delavnico, vibracijska žaga, vrtalen stroj, čim več, ne vem, jaz imam pač 6 vibracijskih žag, 2 vrtalna stroja in poje pač veselje, ne, noben ne čaka, nobeni slabe volje, nobene disciplinske težav, vsaj največjih, no, ker otroke treba zapustiti, treba imeti dovolj strojev, pa seveda tudi prostor. Danes vemo, da tudi učilnico težko dobi učitelj svoj, kaj šele orodje, tako da, ok. No, tukaj mislim, da je ta logika dosti zdaj jasna, ne, se pravi, neke točke se nabira in logika je ta 2 iz te vrstice in tako naprej. No, pa dajmo zdaj kar narediti en primer, recimo, da bom jaz kar iz vsake vrstice enega izbral tokrat, tole 4 bom izbral, se pravi, enega bom iz A izbral, pa recimo bom, da bo lažje za razumevanje, bom kar vse prve vrstice vzel A1, ta ladico, tangram, škatlica, pa tale lesen del, pa tole poskočno žival, pa kombi. Vse te bi rad izbral. Se pravi, grem izberi in rečem 4 izdelki A, B, C, pa Č, vsakega iz vrstice. To je moje prvo vprašanje, se pravi prvi kriterij, ki ga določam. In grem naprej. In zdaj sem pa že na koncu, spet smo hodili čim bolj enostavno, hitro in jasno. In zdaj moram izbrati iz A kategorije, se pravi, kjer izdelek iz A. Ne? Prej sem rekel, da bom vse iz prve, tako da parnik, tako da tle samo poklukam A1, to je ta prvi. Iz B sem rekel tangram, se pravi bo to pri B, bo spet B1, pri C-ju C1 smo rekli, če še enkrat se vrnem tole, poskočno žival, pa kombi C1 pa Č1. In grem sam po vrsti do konca in to je to. V bistvu sem zdaj že povedal, kdo sem jaz, se pravi s svojim mailom, povedal sem, kaj želim, kaj naročam. Zdaj, ker naročnika nas zanima, v mladinsko knjigo sam še, koliko imam jaz učencev naslednjo leto v 6. razredu in jaz to preverjam nekako maja, septembra, ne vem, junija, takrat, ko bom pač to naročal in bom napisal, 53 učencev imam, lahko, da se en gor dol še kaj spremeni, pa potem to kasneje urejamo, ampak načeloma ti že veš, koliko jih je, in potem izpolniš samo še ime šole, naslov šole, telefonsko številko, zato ker to bo kurirska služba pripeljala na šolo in je treba pač zagotoviti telefonsko številko, to ne je vašo zdaj, ampak od tajništva, da polko kličejo, takrat, ko imate pouk, pa pripeljajo to škatlo s tem materialom. In mogoče še ime učitelja, zato da tudi pol na šoli vejo, kdo je to naročil, da pač tudi znajo poiskati učitelja na šoli. In to je konc. Se pravi, to je vse, kar vi naročite. Za tisti, ki ste že naročali pri tehniki zakon, več kot 150 šol po Sloveniji že naročali, poznati način naročanja. Ko upraviš naročilo, je pač ten teden, 14 dni ta material že na vaših šolah. Vse skupaj izgleda tako, da v eni veliki škatli ali pa v večjih škatlah. Vsak posamezen izdelek, zdaj če smo govorili v našem primeru, če grem nazaj, naprimer, recimo tangrama, oziroma te ladica, se pravi, v eni škatli imaš lepo lesene dilce, že narezane na pravo velikost, kot piše, vezane plošče, narezane na, ponovadi je pri tem ena A4 velikost, vezane plošče, ki je za 2 učenca, tako da v bistvu daš 2 učencem eno vezano ploščo, pa si jo razžagate lepo. Palčke so že narezane, tale bukova palca, mislim, da je na pol metra, za dimnik pa se potem učenci razrežejo pa pri vas na mizi, da kroži, da čim manj res odpadka, pa da po nepotrebnem čim bolj ekonomično ravnamo z materialom. Tako da v bistvu v eni škatli imate material za parnik, ni to kar nekaj razmetan, da ste pa vi izgubljeni. V vrečkici imate lepo žebljičke, v vrečkici imate lastike, tako da v bistvu imate vse samo na katedru, na mizi, učenci hodijo k vam, da še enkrat eno dilco ali pa vse stvari razdeliš, ponovadi
reč sprotne, da se ne zgubijo stvari, mu daš najprej te delce, pa to odrežejo. Skratka, vse dobite v škatli, pa lepo ločeno, tako da niste vi zmedeni, kot ste dobili naročilo, začel 6 razred, boste imeli vsako stvar v svoji škatli, naslednje let, ko bo še 7 pa 8 razred na isti način narejen, prav tako svoja škatla in vse stvari ločeno. To je to. V bistvu trenutno smo štartali s tem naborom teh 12 izdelkov, ampak tako, kot je Ivo rekel, nočemo se nekako omejevati pa zapirati vrata, lahko da bo ta izdelek naslednjič se izkazalo, da v Mosta več ne dela in je to, kar Ivo zdaj testira, tale Gardal in ta Luna Park s temi spuščajočimi se frnikulami zmagovalna stvar, bomo pač to zamenjali in bomo tle dali, ker je podobna kategorija cenovno in bomo to zamenjali. Tako da ta stvar je trenutno taka, bomo pa kasneje spremenili, ampak bo v teh okvirjih glede na ta cenovni razred, ki ga imamo. Zdaj jaz v bistvu sem jo predstavil ta tip naročanja, pa v bistvu, kjer izdelki so na voljo, sem v bistvu povedal, kar sem jo zapovedati. Zdaj pa nema se še kakšno vprašanje, ali pa Valentina, dam tebi besedo. Hvala, Matjaž in Ivo, za to predstavitev. Mogoče jaz sam še en povzetek naredim. Torej, to je cel učni komplet, katerega cena bo 22,90 €. Znotraj kompleta je samostojni delovni zvezek z vsem, kar smo predstavili, se pravi s celotno to vsebino in kodo za dostop do interaktivnih gradiv na portalu e-šola Mladinska knjiga. Poleg tega pa boste vsi učitelji, ki boste to gradivo dali na vaš seznam obveznih gradiv, se pravi, da se boste odločili, da ga uporabljate v razredu, boste dobili dostop do te spletne strani, ki jo je predstavil Matjaž, to je spletna stran za naročanje izdelkov. In boste po tem postopku, ki ga je Matjaž predstavil, lahko naročili svoj izbor izdelkov, ki jih želite v tekočem letu pri pouku narediti z učenci. Nekako časovnico vam bomo še natančno poslali, ampak predvidevali smo, da bi naročila zbirali nekje do konca junija. Potem bi pa naročila seveda obdelali in pripravili za dostavo na šole v prvi polovici oziroma sredini septembra, tako da boste pravočasno imeli vsa gradiva, preden začnete z izdelavo predmetov. Še mogoče še enkrat ta podatek, predviden izid je 20. april, samostojni delovni zvezek je trenutno v zadnji fazi korekcije, delamo še nekatere izboljšave, kar se same oblike tiče, vsebinsko je pa pravzaprav vse končano. Mogoče še povem, da sta bila recenzenta dr. Kosta Dolenc iz Pedagoške fakultete v Mariboru in učiteljica Nastja Mihovec. Sta oba dodala kar veliko dobrih idej in predlogov, kako vsebino čim bolj izboljšati, da bo primerna za vašo najboljšo uporabo skupaj z učenci v razredu. Tako, zdaj bi pa jaz kar odprla prostor za vprašanja. Tako da pogledam v rubriki Questions and Answers. Eno vprašanje je, okvirna cena delovnega zvezka in gradiva, kot sem povedala, celota, se pravi tiskano gradivo, to je samostojni delovni zvezek, gradiva po vaši izbiri za izdelavo predmetov in koda za dostop do vseh interaktivnih gradiv, to je interaktivni samostojni delovni zvezek in interaktivne naloge, pa učitelji dostop do letne in dnevne priprave in ostalih drugih vsebin, vse to je v ceni 22,90 €. Mogoče še kakšno vprašanje, oziroma tukaj še delim zdaj naš spletni naslov, če bi imeli še kaj vprašanj naknadno, da nam pišete na ta naslov. Oziroma na tem naslovu tudi lahko dobite informacije o promotorju za vašo regijo, ki vam pride potem tudi osebno predstavitev na šolo narediti. Oziroma ob odločitvi tudi urediti vse dostope in tako. Zdaj vidim, da je še Marija napisala, da bo obvestilo z obrazcem za naročanje izdelkov boste dobili po mailu konec maja.
Bo pa vse informacije seveda sproti tudi objavljene na našem portalu učimte.com, ki je del platforme e-šola Mladinska knjiga. Zdaj pa še eno vprašanje. Pri naročilu bo tudi kaj dodatnega gradiva, v kakšnem smislu, se pravi, da če bo kaj viška gradiva, ja, razumem. Na primer, vi boste napisala, ne, takrat v spletnem obrazcu, za koliko učencev potrebujete gradiva. Verjetno se pa to vprašanje zdaj nanaša, če je kakšen višek zraven. Matjaša, lahko mogoče ti poveš, pri tem, ko daš pač kos materiala, je verjetno kakšen višek tudi za enega učenca še zraven ali dva. Kako je s tem? Ja, ponavadi zmer vemo iz prakse, da kakšen kos več mora biti zmeri, tako da načeloma pa ni. Zmer damo to, ko naročijo, tako da na Tehniki Zakon smo imeli to pač zgodbo oziroma v filmčku enkrat predstavljeno, pač učitelj to mora pokalkulirati, naroči, ne vem, če ima 20 učencev 20, plus 2 dodatno, v bistvu se naroči 22, zato ker je unih dva, pač une dva se razdelita med ceno, in se morajo kriti ostali učenci, pa je lahko, skratka, tako, no, ni en višek že kar vkalkuliran v ceno oziroma ni predvideno, tako da v bistvu, ja, zdaj tukaj boste vi definirali, boste prav, ponovadi, ja, do zdaj pač sem jaz kot učitelj, če sem naročil, je bilo navodilo tako, da pač vkalkuliri in malo več naroči in boš itak to ceno razdelil potem na učence. Zdaj tukaj pa vi ne boste mogli nekaj več naročiti, ker boste toliko imate delovnih zvezkov naročenih, toliko bo. Tako da konkretno višek ni, je pa, ne vem, če kakšna palčka nikoli ne damo čisto točno, da je 3, ampak to je zmer malo več, ne. Mi pa, če govorim konkretno za parnik, prej ladico, ne dobimo še en kos ladice več. Tako viška ni, ne. Je pa, ne vem, v dolžini dimnika, da ni čisto točno na 3, ker vemo, da se z rezanjem kaj odmakne. Tako da dobro vprašanje, dober razmislek, v bistvu ne znam pa zdaj odgovoriti, ker to je v bistvu tista stvar, ki se en zmoti, v bistvu ne vemo, kdo bo to kriv, 2 več posebej. Na šole imamo primere, da je šole... Mogoče je mišljeno, Matjaž, bolj v tem smislu, da verjetno še kaj materiala zraven, ko dobijo celo ploščo, verjetno še kaj viška tudi ostane kdaj, ne? Kakšne plošče so prav na kos, ne, recimo tale ladica, imaš leseno košček prav za ladico, ne. Zdaj, če bo en košček več, pomeni, da je ena ladica več naročena. To kalkulacija ne zdrži, ne gre. Še eno vprašanje, imamo pa še ena dvignjena roka, to bi pa potem tukaj povabila gospo Majo Bojanec, ki je dvignila roko, da bi se vključila z vprašanjem, če prav razumem. Izvolite. Pomotoma sem pritisnila, se opravičujem. Je po nesreči, niste želeli se priključiti? Ne. V redu. Ja, ker moramo se zavedati, da so šole, kar veliko šol je zelo majhnim številom učencev, ne, in če tam šola naroči, ki ima 13-15 učencev, naroči material, so pač majhne številke, so potem tudi kalkulacije slabše in ne vem, težko razložim. Tukaj imamo še vprašanje, čeprav, gospa Berlet, čeprav razumem, ni gratis gradiva za učitelja. To pa ne, to bomo pa dali. Gratis gradivo za učitelja seveda pride v sklopu tega, da ko se učitelj odloči, dobi in samostojni delovni zvezek in seveda bo dobil tudi kos za to, da pač sam lahko ta izdelek naredi. Še eno vprašanje, ali bomo lahko posamezna gradiva še vedno lahko naročali preko Tehnika Zakon? Matjaž, boš še ti mogoče tle odgovoril? Ja, v bistvu tle se Tehnika Zakon se nič ne spremeni, ne. Tam še zmer lahko naročate tako, kot imate. Tukaj je v bistvu ena olajševalna okoliščina za uno skupino, ne vem, vsaj tako smo mislili, ne, ker imamo informacije, 60% učiteljev še zmer naroča prek škatel, pa po naših podatkih niso zadovoljni, a ne. Tako da tle imaš možnost, da imaš, pa hočeš imeti delovni zvezek pa škatlo, ne. V bistvu imaš malo sodoben delovni zvezek, zdaj z novimi pristopi, pa to, kar je zdaj aktualno, električni skiroji, pa varovanje odpadkov oziroma stvari pomisliti, preden jih kupaš, pa popraviti, ne. Pač te novodobne stvari bolj.
tako da sem pa izgubil rdečo nit, kaj sem hotel povedati. Ne, da vse ostane naročanje, tako kot je pa tehniki zakon, tukaj pa olajševalna okoliščina v tem, da lahko si kupiš škatlo, ampak ne na tak način, da imaš škatlo pa ene stvari, ampak izberi si, kaj hočeš, danes to, naslednje leto, ki je drugega, pač malo več avtonomnosti, malo več odprtosti za vas učitelje, ki delate zdaj za škatlami. Pa kakšni imate tudi težavo s tem naročanjem, kdo bo pa to kupil, pa ne vem, če bomo denar dobili, tako pa starši pač kupijo delovni zvezek, ko delajo v knjigarni in material dobite vi na šolo in en korak manj pri tistem, ko vemo, koliko imamo težav s temi naročanji pa s temi naročilencami. Tako da še zmeraj se lahko odločite za kjerkoli od varianta. Enim pač neka stvar bolj odgovarja, enim nekaj drugega. Tako je, odvisno od tistega, kar pa vam bo v tem trenutku najbolj odgovarjalo. Mi smo se pač potrudili narediti, da je kakovostna vsebina tiskanega gradiva, veliko razmisleka smo vložili v to tudi v času v bistvu uredniško-avtorskih izmenjav in korektur in tudi z recenzentoma, da smo pač to vsebino po učnem načrtu čim bolj optimalno pripravili, da je tudi didaktično nekako res ustrezna tudi za učenca, da nekako v njemu vzbuja to zanimanje in ljubezen do predmeta. Drug pomemben del je pa ta možnost, da ste čim bolj fleksibilni in svobodni tudi pri izbiri predmetov, se pravi izdelkov, ki jih boste delali in seveda za nas je bila nekako naravna ta povezava s tehnika je zakon, tudi iz tega, da z Matjažem že dolga leta sodelujemo, je sodelavec Mladinske knjige, je soavtor samostojnih delovnih zvezkov za fiziko, je avtor interaktivnih nalog za fiziko na portalu Učim se. In v bistvu to, kar sta z Ivom zasnovala na tehnika zakon, se je meni kot urednici zdelo najbolj ustrezno, da umestim v to pač v tak koncept gradiva, ki ga želimo ponuditi na trgu. Seveda pa zraven pač delamo tudi na svoj način, to je, da dodajamo še interaktivno nadgradnjo zraven. Nekateri bo mogoče pač bi pa raj samo tiskano gradivo, fino je, da je pač obstaja več vzporednih variant, med katerimi se tudi lahko odločite. No, jaz sem tudi prav vesel, da je tudi tole Mladinska knjiga tole prevzela, ker na eni točki midva z Ivotom pa ta spletna stran ena mejo dosežeš, medtem ko potem s tole lekturo, ker na spletna stran tehnika zakon to ni lektorirano, to tako, ko nam pač da duša, kakšne stvari napišemo, hočemo čim več sproducirati stvari, popravljati, ampak tole, kar zdajle vidva, pa tole prelom delovnega zvezka, so pa res oba z Ivotom ful zadovoljna, ker na začetku, ko to delaš v Wordu, pa pišeš samo besedilo, pa stikce daješ, pa enkrat tole, en taka pa čiščena verzija, so pa zadovoljna in tudi tako, ko je jo pokazal, ste videli, tako da so vesela, da sva z Mladinsko knjigo tole pripravljeno, da je na takem res nivoju, kar mora biti. Mogoče še to dodam, da bo zdaj PDF preloma bo objavljen na portalu Učimte za prelistati, tako da si ga lahko še bolj podrobno ogledate. Pa vsekakor vas vabim, da se dogovorite tudi za obisk naših promotorjev na šoli, za več informacij, za bolj podrobno predstavitev in za vsa vprašanja, ki bi jih še imeli na to temo. Imamo pa še eno vprašanje, ali je v pripravi tudi kaj za izbirne predmete? Zaenkrat ne. Najprej bomo celo vertikalo postavili, naslednje leto nadaljujemo s 7. in potem z 8, pol bi se pa tudi v bistvu že lahko kaj pogovarjali tudi v tej smeri. Tako, zdaj pa mislim, da smo odgovorili na vsa vprašanja, mogoče pa čakamo še kakšno minutko, če je še kakšno vprašanje. Vprašanje, bo mogoče tudi ponujeno kaj v kompletu, če se šola odloči za nakup učbenikov, delovnih zvezkov za več predmetov. Razumem, se pravi, če bi bila kakšna ponudba nekega kompleta po kakšni posebni ceni, bo to odgovorila Marija Lampret iz promocije, ravno piše odgovor v chat. Mogoče še to, tako kot je tudi Matjaž omenil, z Ivom
pravzaprav vse skozi nekako uvajata nove izdelke, nove ideje. Tudi ta spletna stran Tehnika je zakona je tako živahna, pač vse skozi se neke nove vsebine dogajajo. Tudi v interaktivni različici samostojnega delovnega zvezka boste lahko odprli načrte za te predmete, pa si ogledali kakšne posnetke. Tako da mi bomo to pač vse skozi nekako plemenitili, nadgrajevali. In mislim, da pač to mora biti neka taka živa stvar, ki vse skozi raste in se spreminja. In na ta način bodo tudi seveda naslednje leto na voljo tudi kakšni drugi izdelki. Bomo pa tudi z vami toliko v stiku, da bomo čim več povratnih informacij tudi dobili, kako uporabljate komplete in tudi kakšne vaše ideje na skupnih srečanjih, tako da bomo seveda tudi vsebine lahko pol ustrezno tudi prilagajali še. Imamo pa še vprašanje, če bo možno vzeti samo delovne zvezke, da imajo material sami. Ja, v tej varianti smo veliko govorili, ker smo tudi že dobili takšno vprašanje. Zdaj, zaenkrat sicer še nimamo te možnosti, no, ampak vsekakor, če se bo pa pokazalo, da je to zelo zaželena vzporedna varianta gradiva, bomo drugo leto to tudi omogočili. Oziroma, mogoče bi bila varianta tudi že za letos, ampak to za sabo potegne kar nekaj organizacijskih odločitev, no, tako da zaenkrat v tem trenutku ne. Če pa bo na voljo, vas bomo pa seveda takoj obvestili. Dobro, če ni več vprašanj, vas še enkrat povabim, da obiščete naš spletni portal e-šola Mladinska knjiga oziroma da nam pišete na ta naslov. Z veseljem vam bomo odgovorili na kakršnakoli vprašanja, ki jih imate. Tako da se slišimo, se vidimo na kakšnih srečanjih, ki jih bomo še organizirali. Imamo še 2 regijska seminarja predvidena, enega na Primorskem, pa še enega v Ljubljani. Tudi ta informacija je na spletnem portalu. Tako da zdaj bi pa jaz kar zaključila. Se zahvaljujem še enkrat avtorjema za predstavitev in vam pa želim seveda uspešno delo še naprej in lep pozdrav. Nasvidenje.